mi povabimo poleg direktorjev tudi gospodarstvenike, šolnike, direktorje zavodov, občinsko upravo, vseh tistih, ki sodelujejo na raznih projektih, in mislim, da tako druženje, tudi banke so prisotne, zavarovalnice so prisotne, športni del, ki je recimo, tako da tukaj lahko rečem, je predvsem namen takih srečanj, da dejansko kakšne stvari malce hitreje dorečemo, se dogovorimo, upozorimo, tako da potem tudi preko te aktivnosti malce hitreje stečejo. Kakšno je bilo leto za vas kot državni svetnik? No, zame je bilo to leto verjetno najuspešnejše, vsaj če gledamo na rezultate. Namreč letos je bil sprejet zapis pravice do vode v ustavo. To je zapis, za katerega smo si prizadevali od leta 2013. Precej časa je pretekal, precej vode je pretekal, ampak cilj smo dosegali in sem s tem zelo zadovoljen. Cilj državnega sveta kot rečemo telesa ali pa predsednika je, da bi uvedli četrto branje, kar bi nam olajšalo delo in tudi zakonodajalcev, namreč, da ne bi bilo treba dati veta na zakon, kadar se s katerim členom ne strinjamo, ampak da bi lahko se pogovarjali samo v členu, ki ga je treba popraviti. Kar se tiče podjetja Enos oziroma skupine Enos, leto 2016 ocenjujemo kot pričakovano uspešno. Kar se tiče po mene osebno, pa lahko to z istimi vatli ocenimo. Podobno. Kaj pričakujete od leta 2017? Pričakovanja v letu 2017 so približno nadaljevanje poslovanja, če se pogovarjamo sedaj o poslovanju podjetja na letošnjem nivoju. Osebno si pa želim, da bi bilo vsaj tako, kot je bilo leto 2016. Kaj lahko rečete za leto 2016? Naporno, zanimivo, vendar pa kot celota šola smo bili ponovno tradicionalno uspešni. Seveda pa se stalno spopadamo s problemom vse manjših populacije mladih in s tem problemov za preživetje šole. Kaj pričakujete kot šolnica v letu 2017? Samo boljši vpis si pravzaprav želim in pa seveda zdravje, zadovoljstvo vseh zaposlenih in dijakov, pa seveda tudi staršev, brez katerih ne more funkcionirati šola. Samo to si pravzaprav želim. Za področje izobraževanja odraslih, pravzaprav za celo Slovenijo, je bilo leto 2016 spet uspešno, sicer bolj druga polovica. Kot verjetno vsi veste, smo kar nekaj let zdaj čakali na novo finančno perspektivo. V letošnjem letu so bili razpisi objavljeni, seveda tudi že izdani sklepi, tako da smo jeseni začeli z dvema velikima projektoma, in sicer svetovanje za zaposlene in pa razvoj temeljnih kompetenc za zaposlene. Čakamo pa še rezultate večgeneracijskih centrov, tako da res lahko rečem, da je bilo leto uspešno in da v 2017 vstopamo z programom, s financami, z vsem tistim, kar je pač potrebno za izvajanje izobraževanja odraslih.